Sabina. Vem, moram biti kratka, utrujen. Če bi bil utrujen, več ne bi tu. Ja, ampak zdaj politično korektno je, da na koncu jaz mi pripada zaključna beseda, ne? No, tako nekako, ne? Pomembno je, da je na koncu, ne? Ne povem. Pomembni, ampak tisti, ki morajo zaključiti zgodbo, da bojo lahko ljudje štimečko bolj srečni. No, vse sem vedel, da bo vse, da ne bo enostavno, ampak se ne bo dobro. Mi smo vsi seveda zelo veseli, da si se aktivirala, da si šla v kampanjo, da se želiš tudi po tej poti boriti za resnico pa za pravico. Mi, ki s tabo sodelujemo, ki te poznamo, ti si bila ves čas v teh 2 letih vsaj v teh dogodkih, ki sem jih jaz organiziral, ali pa ki smo bili pokrovitelji, ki smo organizirali dogodke, pa pisali knjige, si bila vedno zraven. Tvoja beseda je bila vedno močna in vedno si bila tisti del stroke, ki je stal za resnico. Tako da tudi zdaj je nam v bistvu enostavno in v veselje, da si se ti odločila to, kar si se, da te lahko podpiramo, da sodelujemo in da dejansko imamo nekoga, ki ga lahko iskreno podpremo pa hvalimo naprej. Ne? Zdaj, mi imamo veliko... Sprot spremljite dogajanje. Za mene velja isto. Ja se malo dvomimo, samo to sta ne. No, zdaj, mi imamo veliko pridevnikov dobrih besed o tebi, zdaj, ko se pogovarjamo med sabo, ko govorimo drugim ljudem, ko jih prepričujemo, zakaj je dobro, da te podprejo za kampanjo in dajo svoj podpis podpore. Ampak vseeno, dajmo na začetku reči, no, kdo je Sabina Senčar? Zdaj imam pa končno enkrat možnost, da vam povem v zgodbi. Ampak v tej zgodbi ne nastopam samo jaz, ampak nastopa vsak od vas. In s tem bi jaz rada vas spodbudila. Vsi poznajo zgodbo o Davidu in Goljatu. To je biblijska zgodba, distancirala se bom pa politično korektno, kdo je kdo po narodnosti, ker to ni važno, kdo je kdo, ampak o čem gre zgodba. Vi jo poznate nekako takole. David je bil pastirček iz hribov, mladoleten, skoraj otrok, bos, neizkušen, nikdar v življenju ni imel nič z vojsko. Goljat nasprotno je bil največji, najmočnejši v popolni bojni opremi. In ta dva sta se po naključju spopadla. Konec zgodbe sicer poznate. David, majhen, pastirček je premagal velikega, močnega, do zob oboroženega in zaščitenega Boga. Ampak zgodba vam bom povedala malo drugače. Ni čisto taka, kot izgleda na ven. David je morda res bil mlad, skoraj otrok, ampak ni bil tak otrok, ki jih poznate danes. David je dejansko bil sam v gorah in je svoje živali branil pred volkovi. Sam, po noči, pred volkovi. Da bi jih ubranil, se je naredil celo neko orožje, tako rekoč. Mogoče ste vi prebrali, da je bila to fračka, ampak tudi to ni čisto res. Na nekem takem traku je imel privezan kamenček, ki ko je to vrtel z vso silo, je dobil kamenček tak pospešek, da je dejansko spominjal na projektil iz orožja. In ko je s tem zadel volka, se je pred volkom obranil. To pomeni, da ni bil neoborožen in ni bil neizkušen. Nasprotno, bil je izkušen, oborožen, pa še nekaj ni. Zaradi tega, ker ni nosil težkega oklepa in zato, ker je bil mlad, skoraj otrok, je bil izjemno okreten, izjemno spreten in znal je delati svojim orožjem. Nasprotno pa je bil Goljat prevelik, pretežek, neokreten in s toliko orožja, kot smo ga dali, ni mogel ravnati. To sem želela povedati, da nekatere stvari na ven izgledajo povsem drugačne, pa ko govorim o sebi, ne govorim o sebi, ampak govorim o vseh vas. Zato, ker ste vsi opremljeni z obilo znanja, spretnosti, iznajdljivosti, da ste sploh prišli do sebe. In v ponos mi je, da je moja raznolika skupina podpornikov je skupina raznih Davidov z različnimi imeni. In to mi je veliko čast. Rada pa bi povedala,
ko bom tiho zato, ker vas opazujem, poslušam, berem in spremljam. Ker to ni navadno, da sem tiho. Ko pa bom spregovorila, bom vam posodila vaš glas, to vam obljubim. Do konca se bom borila za vse to, kar ste mi povedali in s čemer sem se strinjam in se borim z vami že več čas. Hvala. To je odlična zgodba, odlična motivacija, ampak vseeno, danes smo tukaj poslušali cel dan o velikih izzivih, s katerimi se naša družba sooča, v katere pakne naša država. Ti vse to seveda zelo dobro poznaš, spremljaš, si sama aktivna v teh pogovorih. In zdaj bom jaz samo za zaključek še ti postavil dve vprašanji v ene, da svoj odgovor skombiniraš. In sicer, da nam poveš tvojo motivacijo za kampanjo, za predsedniške volitve, kar si na nek način že zdaj v zgodbi vsekakor ponazorila, in pa seveda, kako transformirati vse te informacije in znanje, ki ga mi imamo, vse te frustracije, ki jih imamo, ki so danes tudi vele iz naših pogovorov. Torej, kako zdaj to transformirati v politiko, da se bo politika spremenila v smeri tega, kako mi razmišljamo, pa da bo tudi resnica pa pravica imela svoje mesto v politiki. Predsednik republike ni tako brez moči, brez pooblastil in brez orodij, ki bi spremenile svet. Ne? Pa mogoče, se veste, ne svet, naš mali svet. Predsednik republike ima dvojno funkcijo. V miru je nekaj čist drugega kot v kriznih časih. Namreč jaz vidim predsednika republike kot varovalko, če si predstavljate. Če od zunaj ni nevihte, če vse štima, varovalka ima neko protokolarno vlogo. Pač polaga vence, se pogaja, je prijazen, pozna svoje ljudi, vse je v redu. V kriznih časih pa ni več tako, takrat pa on mora biti varovalka ali protiutež. On ima svoj del medijskega prostora, on ima svojo moralno avtoriteto, on ima izjemno moč, pa ne govorim samo o tej moči, ki je samo na besedah in v svojem medijskem prostoru, ampak on dejansko ima povezavo do nekaterih inštitucij, ki so izjemno pomembne. Varuh človekovih pravic, Računsko sodišče, protikorupcijska komisija, izbira seveda, pomaga pri izbiri, jaz mislim, da to ni čisto enoznačno, ustavnih sodnikov, potem v sodni svet izbira sodnike, sicer 5 od 11, ampak ni posebno, ni popolnoma brez vloge. In to, če morda dosedanji predsednik teh vlog ni izkoristil, vam uprit, nam uprit, to ne pomeni, da to ni bila njegova ne samo naloga, ampak celo dolžnost. Spomnim se samo tistega trenutka, ko smo imeli demonstracije, miroljubne demonstracije pred vladno palačo. Ljudje so bili neoboroženi, miroljubni, to je bil miren sprevod do predsedniške palače. Ogromno ljudi. Predsednik Republike Slovenije ne da ni prišel, da bi vprašal ljudi, zakaj, po kaj ste prišli, kaj mi želite povedati, kaj želite, da bi jaz naredil za vas, ker on ima to moč. Če zaveso ni pogledal. Meni se zdi, da tukaj nismo imeli nobene šanse, da bi nekdo imel besedo za nas. Tudi za tiste, ki nimamo svojega predstavnika v parlamentu, nažalost, ki nimamo svojega predstavnika v medijskih hišah, ki nimamo svojega predstavnika nikjer, da bi založil besedo za nas. V tem primeru je nujno, ker predsednik ima to ne samo avtoriteto, ima to moč, da spregovori. In morda je včasih že to veliko,
da se počutite, da vas je nekdo slišal. In ko smo bili tako dolgo zatirani, ne jaz in moji vsi soborci, ki sedite danes tukaj, se mi zdi nujno, da si izborimo en korak, eno mesto tudi med nami v medijih, na odru. Tako. Danes smo se odr vzeli sami, pričakujemo pa, da bomo tudi dobili več prostora na tem državnem odru. Zdaj pa za konec imamo pa še pač, ko ste rekli, protokolarne stvari so ti del dogajanja. Dve protokolarni malenkosti. Prvo imamo mi pa sama, drugo pa vsi skupaj. Zastaneš? Čakaj, da se zaplačem.